Ko govorimo o trajnostnem razvoju in duhovnosti, si moramo najprej odgovoriti na osnovno vprašanje, kaj smo si izbrali za vodilo našega življenja, torej, kaj je naš življenjski smisel in čemu bomo v skladu z njim sledili. Če razumemo, da smo mi duhovno bitje in da nas zares zadovolji lahko samo duhovna ljubezen, duhovna energija, potem bomo predvsem svojo zadovoljstvo iskali v duhovni energiji, ki je neomejena. Če pa smatramo, da smo to telo, da smo umrljivi, da je sreča edina in prava sreča tista, ki izhaja iz stika čutil z materijo, potem bomo naleteli na problem in to je prvič, ker je materija omejena, ima svoj začetek, svoj konc, in drugič, ker dejansko je naša potreba po večni, neomejeni ljubezni takšna, da nas stvari kot take ne morejo v resnici zadovoljiti. Esenca problema je, kot vidijo vede, je, če smo osredotočeni na imeti in ne na biti. Tako da trajnostni razvoj bo dejansko trajnostni takrat, ko bomo začeli probleme reševati z drugačno zavestjo, kot pa z tisto zavestjo, s katero so bili povzročeni. Ampak v tem zavedanju in v tej zavesti je gotovo nek širši, morda lahko rečemo bolj humani, hkrati tudi bolj svet pogled na nas ljudi in tudi na zemljo, na kateri živimo. Ja, vsekakor. Mi smo duhovna bitja in isto velja za živali, za rastline, to so naše bratje in sestre. In prav tako planet Zemlja se v skladu z starimi zapisami v Vedah smatra kot živo bitje. In tako da, čeprav ljudje, ki se poskušamo ukvarjati za duhovnostjo, stremimo k onostranstvu, pa je dejansko ta planet Božja energija, za katero moramo skrbeti. S tem, ko rečem skrbeti, mislim, da smo njeni gospodarji, ampak ne v smislu gospodarja, ki to zlorablja, uničuje, ampak kot gospodarja sluge, ki služi in se zaveda, da je tudi sam minljiv, v smislu, da bo nekoč mogel oditi od tukaj, za sabo pa pustiti dejansko planet, ki ga bo naši potomci z veseljem uživali v Božji službi. Kakšno vlogo naj človek s takim zavedanjem zavzame v svetu? Ali je prav, da se popolnoma umakne, ali naj aktivno poseže v delovanje sveta, družbe? Ja, seveda eno je teorija, drugo pa praksa. Tako da mi imamo v naši skupnosti precej jasna poglede na te stvari. Recimo smo vegetarijanci. Če bi velika večina ljudi na tem planetu bila vegetarijancev, potem bi bilo dovolj hrane za vse lačne ljudi. To je recimo en praktičen korak v izboljšanju ekologije tega sveta. Imamo tudi recimo na Madžarskem je najbolj trajnostna vas, najbolj vzorčna ekološka vas, je prav Hare Krišna vas, ki se imenuje Krišna Volgi, približno 3 ure od Ljubljane. In vsi študenti in profesori v Madžarskem, ki se ukvarjajo z ekologijo, hodijo prav si ogledovati to kmetijo in tam imajo svojo prakso študentje, kjer lahko vidijo, kako se da živeti trajnostno in hkrati srečno. Se pravi, trajnostno življenje ne pomeni neka revščina, neka beda, živiš tam v gozdu, ampak živiš vsakdanje življenje, mogoče malo bolj skromno, ampak to na račun duhovnega zadovoljstva, ki ti daje tisto srečo, tisto srečo, da potem ne rabiš trošiti toliko
materije in iskati te sreče v materialnih dobrinah, ki vemo, da so pač neomejene. Bi lahko rekli, da je svet dan danes, tako kot ga vidite vi z vaše perspektive, na točki, kjer ni več povratka in se bomo vsi skupaj, ne samo vi, ki ste na duhovni poti, morali odločiti, na kakšen način želimo živeti kot posamezniki in tudi kot skupnost. Ja, jaz mislim, da v svetu obstaja kar močni in pozitivni trendi, ko se vedno več ljudi zaveda, da nekaj ni v redu. Mogoče ni jasen, kam zdaj, ne? Vemo, če se nočemo, kaj je naslednja pot, ampak dejstvo je, da ni rešitev v iznajdbi nove tehnologije, zdaj bomo pa izumili nove baterije, pa nove celice, pa to, in pa bomo pa spet srečni in gremo naprej v neomejen materialni razvoj. V resnici to ni rešitev, to je samo novo varanje sebe in drugih. Rešitev je, da se zavedamo, da smo pač duhovno bitje, da je ta svet začasen, da moramo lepo skrbeti za njega in da je pravzaprav vse Božja lastnina. In to je en izmed pogojev, da se ljudje ne bi borili drug z drugim za vire, za nafto, za vodo, za zemljo, ampak prepoznali brata v drugih religijah, v drugih narodih in to je v bistvu pogoj za mir.